Zdaj je napočil ta trenutek. Tako je. Mi dva z Ano sva seveda ugibala in imamo pripravljeno tudi priložnost na darilce, ampak bova počakala, Jeger, da boš ti povedal. No, moram povedati za začetek, da me kar nekaj ljudi v teh dneh vprašalo, kaj bom razkril danes zjutraj in čas je, da ne vaju, pa tudi ostalih poslušalcev ne držim več v nevednosti. Ja, prosim, lepo, ja. Vidva, draga Ana, dragi Dejan, sta imela prav. Sma imela prav? Ja. Sma imela prav smo imela. Ja, pa Jeger. Pa tudi ti ne. Daj nehaj. Je imel prav, ko je rekel, da ja, bosta pa čestitam. Čakaj, naj pove. Ko je rekel, da bosta dva, ne? Res? Ne bosta sicer Zvonko in Mirko, bosta pa Jure in Luka. Daj nehaj, ja pa Jeger, pa daj Petko. Evo, Petko. Pa presežeš. Bravo. Ja, ampak pazita, ne bosta samo Jure in Luka. Halo? Bo tudi Tijan, pa Nejc, pa Nej, Okay. Val, Nace, Basri, Ismar, Amar, Vanja, Timotej, Jaka in ostali, ker, dragi moji, jaz, Matic Jeger, sem posvojil rokometni klub Branik Maribor in oni so zdaj moji pubeci! In zdaj vabim v studio tudi trenerja Kristjana. A tak si se celo zmenil? Absolutno, Kristjan! Dobro jutro! Idi, Kristjan! Kaj si ti, no? Kaj se je pravkar zgodilo? Dobro jutro. Pravkar se je zgodilo, servus. Evo. Prav ekipa. Kaj je to? Okay, najprej samo malo, da od vsega vznemirjenja pride malo k sebi. Kaj lahko zaraz po domače povemo, prosim, kaj posvojil? Tako kot si povedal. Glej, vidva vesta, da sem jaz v naši jutranji ekipi, pravzaprav na Totem Radio, najbolj izkušen rokometaš, ne? To si, ja. Ja, ker si bil na enem treningu, mi pa na nobenem. Tako, izkušnje štejejo meni v prid. In ker sem se jaz takrat na tistem enem treningu s pubeci res povezal, bil sem tudi povabljen in sem šel na njihov piknik, ki so ga imeli ob koncu prejšnje sezone in je bilo res fajn. In sem rekel, ja nič, nekaj moramo narediti in smo. In to so zdaj moji pubeci. Res? In da mi slučajno ne bi kdo kaj prek njih govoril. To tako ne, tako, no, ja, mislim, samo povem, da ne bo polja nisi rekel, pa ko bo šamarle. No, kako bo šamarle? Ampak, ja. Ok, Kristjan, si ti vedel za to mogoče? Ja, ne, Vala Matic je poklical, je rekel, če se strinjamo, če bi on bil, če ga registriramo in tak dalje, ne, da smo pač mogli to zgodbo do konca speljati, ja, smo uskladili nekaj stvari, tako da upam, da je presenečenje uspelo za vas in za poslušalce, so ugibanja ta bila zdaj obelodanjena, da je to zdaj klicaj na koncu, tako da ja, Matic, hvala za vse tvoje predloge. Ja, in pazi to, jaz ne samo, da sem posvojil klub, jaz bom hodil tudi na tekme, na treninge, na gostovanja, poročal, redno poročal o vseh uspehih. Jaz mislim, da jih bo v tej sezoni veliko, ogromno. Ja. In ja. Ja, no, apropo... Si se uštulo zraven, ne? Apropo... Nova sezona, Kristjan, kaj kaže? Nekaj se menijo, da ste v pripravljalni tekmi premagali eno ekipo tudi za 17 golov. Pa ja, dobro, to so zdaj pripravljalne tekme. No? Bravo, kako delajo tvoji? Pa seveda. Tvoji, seveda. Tvoji in moji. Tako je, ja, to so zdaj pripravljalno obdobje, čaka nas še en teden nadaljevanja teh 4-tedenskih, 5-tedenskih priprav. Že naslednjo soboto začnemo z prvo ligaško tekmo doma, bomo to malo več kasneje. Tako da ja, smo sestavili, v bistvu samo nadgradili lansko ekipo, ki kaže zelo, zelo dobre obrise. Ja, očitno, Jeger, kako so pa tvoji perajt, naslednji teden špilate prvo doma? Tako je. Aha, jaz bom tam, dvorana Tabor. Zmenjeno. Drugače, Kristjan, kako pa to moram vprašati, vemo, da če po čem je Mariborski rokometni klub znan po izjemni in izjemno srčni rokometni šoli.
Kak je pa tam, kako imamo leto situacijo? Zelo smo zadovoljni z številom, ki ga imamo, zelo smo zadovoljni z konsistentno tem prihajanjem mladih otrok k nam, prepoznavnostjo, recimo, da od ust do ust dobrega dela, saj je tako na veliko kot zdaj, nismo nikoli šli, to bo zdaj drugi slišali, prek Matica seveda. Ja, to je on je edini ne mladi otrok, ki je prišel zraven. Ja. Jaz bom tudi glasnik, ne? Rokometnega kluba. Okay. Da bojo vsi videli. Kaj vse? Vsi bojo videli vse. Pazi, to, čakaj. Dejan. Ja, to mi ni všeč, ko reče Dejan, pa začne tako z rokami. Tako kot brisanke, veš, kaj si. Ti si bil vratar, ne? Včasih si treniral nogomet in si bil vratar. Samo pri nogometu. Ja. Nima veze. Enkrat vratar, vedno vratar, vse posod vratar. Nogomet, rokomet. Veš, nogomet, roko. Pa nima veze, jaz sem ti zrihtal, a veš? Prvi trening, oziroma pravzaprav prva tekma. Pa ne v ligi, ne? Ne v ligi, okay. Ampak tekma s 100 mojimi pubeci. V rokometu, tako da začni se pripravljati neki kondicijski trening, karate, malo se razmiga vse okončine. Ja, mene je vprašal, če bi te dali na gol, pa sem rekel, da ja, zakaj zdaj ne, zdaj neke osnove tega imaš med vratnicami stati. Se zmenila, da ja, zdaj pa še manjši gol je, kot pri nogometu, se pa te... Dobro, samo je tudi manjši, ampak se bo skozi. Je tudi manjša žoga, so večje hitrosti, mora biti... Vem, si ti njega na zadnje namočil, tako da zdaj pa Jeger vrača, vidiš? Tako? Vrača udarec. Pa sej si pravi, dece pa ti boš, ne? Ja, zdaj boš ti zdaj vse nas, Jaz sem v Spubec izmenil, da bojo z ono nedominantno roko metali. Nedominantno, nevodilno. Ne, zdaj, če že gremo, te jaz nočem neke... Aha, okej. Bravo, pravi dec svaka čast. Nočem imeti nekih protekcij, ne? Vsi se veselimo. Ampak da ima nekaj, kaj ti tudi igraš? Kaj bi ti radil z njegovo ekipo proti njemu? Ne, proti njemu, absolutno proti. Samo malo, to pa je res. Okay. Vidiš, da ko se on obrne na črti, ko smo gledali na pivota, pa to ti šut, to niko in tako da. Ja, vem, ampak mislim, da njega me najmanj strah. Čeprav zna biti najbolj boleč met ravno njega, imam občutek. Ne pozabi, da je izključitev, če v glavo vržeš golmano. Ne bom v glavo metal. Tega ne veš. Imaš še druge šipke točke. Ledvico, ne? Torej, Kristjan, jaz mislim, podpiram, sem vesel, da je Jeger posvojil naš rokometni klub. Sicer veliko sreče, ne veste, v kaj se spuščate, ampak ampak verjamem, da se bomo veliko več pogovarjali o rokometu in glede na to, da je eden od načrtov, koliko sem razumel, morda tudi to, da kmalu gremo na višji rang tekmovanja, ne? Moramo imeti cilje više postavljene vedno, stremimo k temu, tako da dajmo korak po korak, prvi korak je zdaj Matic naredil, z tem, da zdaj tudi poslušalci vejo, zakaj se gre. Mi začnemo, naslednji naš korak je prva domača tekma, prvo kolo, pa gremo do konca. Pa počasi, ne? In na koncu, da rečemo, ne samo, ne, tak, da bomo tak prvi, da niti ne bomo rabili igrati nič, nobenih kvalifikacij, pa nič, ampak da kuj gremo, ne? Točno tako bomo. Da bojo rekli, prišel predsednik zveze, pa bo rekel, izvolite. Ja, ne vem, če se zgodilo na tak način, ampak moramo biti najboljši na parketu in je to, ne? Ja, kaj ne rečem še enkrat, čestitke vama? Da je posvojil vsaj eno imena? Ja, zdaj imaš kar veliko familijo. Čakaj, samo zdaj še enkrat, torej nisi noseč. Jaz absolutno ne morem biti nosečana, če sem imela ti biologijo v osnovni šoli, ampak ne, tudi v moji no to mislim, doma ni noben, ne. Okay, torej šlo je za to posvojitev. Mislim, da je to tudi en zgodovinski dogodek, ker ne vem, če je že kadarkoli v zgodovini kak radijski moderator posvojil kak športni klub, tako da orjemo ledino. Jaz sem rad zraven, ko se piše zgodovina, tako da? Mislim, da je to prvič, ja. No, zdaj, ker vi ste imeli rojstni dan. Matic je končno zdaj povedal poslušalcem, mi smo pripravili repliko letošnjega dresa, podpisanega z vsemi igralci letošnje ekipe in naj bo to, ne vem, če se to vidi. Da številko 1, najboljše, seveda vemo zakaj. In pa tak sprednji del z lepimi podpisi, številkami, naj bo to začetek in te številke od zadaj naj bojo
čim bolj dolge in čim daljše, ne grejo v 10-mestno število nas in vas. Super, najlepša hvala, Kristjan. Si videl, kako smo mi to zrihtali? Si videl, kako smo mi to zrihtali? Lepo ste zrihtali. Ja, smo mi rokometaši. Ok, torej, rokometni klub Maribor Branik je uradno posvojen in to so zdaj po novem uradno Toti Jegrovi pubeci. Kristjan, hvala za obisk in veliko sreče. Hvala ekipi, ker jo boste rabili. Sredimo. Tvoj radio.